vrtičkari, 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 vrtičkari. Košarkarji novomeške Krke bodo v Evroligi pred domačimi gledalci gostili ekipo moskovskega CSKA. Na prvi tekmi v Moskvi so bili Rusi prepričljivo boljši. Tokrat bodo skušali slovenski prvaki dokazati, da velika razlika v rezultatu ne pomeni končne zmage. Evroliga v košarki v sredo ob 20:25 na drugem programu. Po močnem sneženju brez elektrike ostalo na tisoče ljudi. Stranke odločajo med 3 predlogi ustavnega zakona o izbrisanih. Stavkovni val v Italiji v Vrtojbi za prestop meje čakali 40 ur. V letu vstopa v NATO veliko dela za slovensko vojsko. V Cankarjevem domu premiera težko pričakovane Aide. Dobro večer. Lepo pozdravljeni. Najprej o včerajšnjem močnem sneženju, ki je precej težav povzročalo predvsem voznikom, kar nekaj nevšečnosti pa je sneg povzročil tudi pri oskrbi z električno energijo. Najhuje je bilo na Notranjskem in Dolenjskem, brez elektrike pa so bili za kratek čas ali celo za več ur tudi ponekod v Beli krajini, na Gorenjskem, na območju Krškega ter v severni Primorski. Podrta drevesa so potrgala električne žice, čez dan pa je sneg, ki se je usipal z dreves, povzročil dodatno škodo. Brez elektrike je tako ostalo več kot 22 tisoč odjemalcev. Če si brez elektrike, kar ti glavo odsekal. Ali pa roki je posekal, nemaš kaj. Proti sveči smo hodili, kaj pa češ, se nemaš kaj. No, čez dan so večino težav z električno energijo odpravili, podrobneje o tem pozneje. Nadaljujemo pa z v tem trenutku politično temo številka 1, izbrisanimi. Pravkar se je namreč znova sešla koordinacija parlamentarnih strank, odločila naj bi, ali bodo z ustavnim zakonom zaprli odprta vprašanja in tako preklicali referendum o tehničnem zakonu o izbrisanih. Pred srečanjem so v LDS-u in v koaliciji Slovenija pripravili osnutke vsebine ustavnega zakona. Predsednik Slovenske ljudske stranke pa je vsem prvakom poslal svoje stališče. Meni, da je referendum še naprej najčistejša pravna pot. Liberalni demokrati bi z ustavnim zakonom razširili 13. člen temeljne ustavne listine. Določneje bi opredelili čas, ko je bilo leta 1992 potrebno urediti pravne statuse, državljanstva, tujca in bivališča. Tistim, ki pogoje izpolnjujejo, bi se odločbe izdale po uradni dolžnosti. V primerih, ko ni mogoče ugotoviti dejanskega življenja Sloveniji, pa bi izvedli postopek ugotavljanja. Pristojni organ bi zavrnil izdajo dovoljenja vsem, ki so bili po 25. februarju 1992 pravnomočno obsojeni za različne oblike kaznivih dejanj. Tudi koalicija Slovenije bi v 13. členu natančneje opredelila roke za ureditev pravnega statusa državljanom nekdanje SFRJ. Osebe, ki dokažejo, da statusa leta 1992 v dvomesečnem roku niso uspeli urediti, so pa neprekinjeno bivale v Sloveniji od 23. decembra 1990, so upravičene do statusa bivališča od 25. februarja 1992. Pri dodeljevanju odločb bi morali upoštevati napake državnih organov in tudi to, da nekateri pogojev niso mogli izpolniti zaradi vojne. Predlagajo še, da do pravic niso upravičeni nekdanji oficirji JLA, ki se niso odzvali pozivu prestopa v teritorialno obrambo. Oboji, LDS in koalicija Slovenija, bi odškodnine omejili na 150 tisoč tolarjev. Prav tako oboji predlagajo odpravo tehničnega zakona in razveljavitev odloka o razpisu referenduma. Povsem drugačno pa je stališče prvaka ljudske stranke. Meni, da je najčistejša pravna rešitev problema izbrisanih referendum in da ga tudi druge pravne poti, tudi ustavni zakon, ne bi preprečile. V Državnem zboru pa zdaj pozdravljam Metko Lajnšček. Kakšno je vzdušje pred pogovori? So možnosti, da bi stranke nocoj dosegle dogovor?
No, dober večer. Če sodimo po nekaterih neuradnih izjavah politikov pred sestankom, ti niso preveč optimistični. Liberalni demokrati so predlog ustavnega zakona koalicije Slovenija komentirali z besedami, da potem ustavne odločbe ni in ustavnega sodišča ni. Še radikalnejše se jim zdi stališče koalicijskih partnerjev iz Slovenske ljudske stranke, ki na prvo mesto postavljajo referendum. No, po drugi strani pa tudi v SDS-u pravijo, da na podlagi predloga liberalne demokracije kompromisa ne more biti. Kot poudarjajo, jih čudi, jih preseneča, da LDS vztraja pri izdanju odločb za nazaj tistim, ki tukaj niso bivali in v tem vidijo predvsem prizadevanja za pridobitev novih državljanov in za podlago za vlaganje odškodninskih zahtevkov. Torej, obe strani se poleg o vprašanju retroaktivnosti razlikujeta tudi o vprašanju odškodnin. Oboji bi jih omejili, vendar v LDS menijo, da to ni treba storiti tako neposredno, kot so v ustavnem zakonu zapisali v koaliciji Slovenija. V LDS namreč menijo, da že sedanja zakonodaja dopušča zgolj minimalne odškodnine. No, čas za pogajanja pa se izteka. Že v sredo naj bi namreč na seji ustavne komisije imeli kompromisni predlog ustavnega zakona, tako da imajo torej stranke čas za dogovor samo še jutri. Hvala za zdaj. Če se bo med dnevnikom zgodilo kaj novega, pa se še enkrat vidimo in slišimo. Članici društva izbrisanih Jasminka Dedič in dr. Jelka Zorn sta v odprtem pismu poslancema Alojzu Peterletu in Mihi Brejcu zapisali, da so trditve obeh poslancev, češ da Svet Evrope nima oblikovalnega mnenja o izbrisanih, neresnične. To pravita dokazuje pismo komisarja za človekove pravice Gile Roblesa našemu varuhu Matjažu Hanšku, v katerem je zapisal, da je treba problem izbrisanih rešiti takoj in tako, kot je določilo Ustavno sodišče. Koalicija Slovenija je na svojih spletnih straneh odgovorila, da se sicer strinja, da bi morali problem rešiti takoj, vendar bi bilo zato treba sprejeti ustrezen zakon. Zdaj pa o odločitvi posebne komisije, ki je izbirala upravljavca zaprtega pokojninskega sklada. Sprva naj bi odločitev sporočili pred dobrima 2 urama, nato pa so si vzeli še uro časa za razmislek. No, pred pol ure smo vendarle izvedeli za njihovo odločitev. S pokojninskim skladom, v katerega se bo vsako leto steklo kar okoli 12 milijard dolarjev premij, bo upravljala kapitalska družba. Ta je tako dobila prvo bitko v boju za upravljanje. Na končno odločitev pa bomo morali kljub temu še počakati. Izbiro morata potrditi še vlada in koordinacija sindikatov javnega sektorja. Nova Ljubljanska banka je z Evropsko investicijsko banko podpisala pogodbo o najemu do 100 milijonov evrov posojila, kar je približno 24 milijard dolarjev. To je doslej najvišji pogodbeni znesek, ki ga je Evropska banka odobrila kakšni finančni ustanovi v Sloveniji. Denar bo namenjen predvsem financiranju malih in srednjih podjetij v zasebni lasti. Today's signing means also we sign a loan which is mainly used in the time when Slovenia is a member of the European Union. That's a very important step forward, especially also for us. Večina denarja bo namenjena majhnim podjetjem s približno 500 zaposlenimi in 75 milijoni evrov osnovnih sredstev, takšna podjetja pa imajo tudi največ težav pri iskanju ugodnih posojil. Podobno je bilo tudi na Irskem, odkudar prihaja vodja delegacije Evropske komisije. One of the frequent problems that are emphasized by them is the lack of facilities for access to finance and soft loans. I think this agreement here will be an important response to that. Član uprave Nove Ljubljanske banke je navzoče prav tako nagovoril v angleščini in poudaril, da gre tudi za odlično boniteto banke in njeno prepoznavnost v tujini. The credit facility granted by AIB with a guarantee from KBC Bank will greatly contribute to this task, and I'm pleased to announce that the new facility will be available to our clients in early March 2004. Banka bo dajala devizna posojila z odplačilno dobo od 12 do 15 let in z možnostjo odloga plačila glavnice. Generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan, predsednik začasnih iraških oblasti Adnan Pačači in predsednik civilne uprave Paul Bremer skušajo na pogovorih v New Yorku opredeliti novo vlogo Združenih narodov v Iraku, potem ko se je mednarodna organizacija po napadih na svoj sedež v Bagdadu tako rekoč umaknila iz države. Ameriški predstavniki skušajo hkrati pridobiti podporo Kofija Annana za svoj načrt prenosa oblasti na Iračane. Po ameriških načrtih bi bile junija šele volitve v začasno iraško vlado. 100 tisoč šiitov pa je danes na bagdadskih ulicah zahtevalo neposredne volitve.
No, v Združenih državah Amerike je demokratska stranka začela izbirati svojega kandidata za predsedniške volitve, ki bodo jeseni. Prva volilna zborovanja so bila danes v Iowi. V ospredje tekmovanja za kandidaturo pa se presenetljivo prebijajo kandidati, na katere analitiki doslej niso pretirano računali. Republikanci kandidata ne bodo izbirali, saj predsednik Bush nima izzivalca. Howard Dean je tudi v Iowi veljal za glavnega favorita. Danes je samo eden od četverice, ki računajo na zmago v uvodni volilni preizkušnji za predsedniško nominacijo. Dean je v kampanjo naposled pritegnil tudi svojo soprogo in se srečal z Jimmyjem Carterjem. Toda legendarni demokrat je previden. Sveže javnomnenjske ankete največ možnosti za uspeh v Iowi pripisujejo senatorju in vietnamskemu veteranu Johnu Kerryju. Because I have 35 years of consistent experience in leading this country on domestic issues, fighting for things that make a difference to the lives of Americans. Presenetljivo se je v ospredje prebil tudi mladi senator John Edwards, ki navdušuje publiko z optimističnimi in pozitivnimi sporočili. I need you to get your friends, your family, your neighbors to the caucuses. Na uspeh računa tudi kongresnik Dick Gephardt, ki ima tako kot Dean v Iowi najbolje organizirano kampanjo. Če Gephardt izgubi, bo verjetno odstopil. Prihodnji teden pa kandidate v New Hampshireu čaka nova preizkušnja, v katero se bo vključil tudi vse bolj priljubljeni general Wesley Clark. Izraelske oblasti zaradi mednarodnih pritiskov in bližajočega se zaslišanja pred meddržavnim sodiščem glede gradnje varnostnega zidu na Zahodnem bregu načrtujejo le manjše spremembe pri poteku zidu, je z agencijo Reuters povedal vir blizu izraelske vlade. Kot je še povedal neimenovani izraelski predstavnik, gre le za kozmetične popravke. Ulice bosanskega kraja Pale so preplavili plakati s fotografijami haaškega obtoženca in nekdanjega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića z geslom Vedno s teboj. Plakati v podporo Karadžiću so se na Palah pojavili teden dni potem, ko so mednarodne mirovne sile sprožile obsežno iskalno akcijo. Stavkovni val, ki je zajel Italijo, se nadaljuje. Danes je bil zaradi 8-urne stavke delavcev nacionalne letalske družbe Alitalia močno oviran letalski promet v državi. Odpovedanih je bilo več kot 360 poletov, zaradi česar je moralo okoli 18.000 ljudi preložiti načrtovana potovanja vsaj za nekaj ur. Razmere se zdaj počasi umirjajo, se je stavka pred dobro 1 uro končala. Opustele blagajne in zmedeni potniki. Taka so bila danes italijanska letališča. Vengo da New York, non sapevo dello sciopero, mi hanno messo su un altro volo. Pred poslopjem italijanskega finančnega ministrstva pa se je zbralo na tisoče stavkajočih, ki nasprotujejo preoblikovanju Alitalije, ki predvideva tudi privatizacijo in povezovanje s francoskim in nizozemskim letalskim prevoznikom. S tem naj bi se podjetje sicer rešilo ogromne izgube, a bi brez dela ostalo 2700 ljudi. Io mi trovo nelle condizioni di poter essere licenziato domani, anzi al 31 gennaio probabilmente, perché c'è stata una moratoria fino al 31 gennaio, a poter essere licenziato domani. Ho 47 anni, 27 anni di questa azienda e poter trovarmi per strada. Vodstvo podjetja vztraja, da je stavka neupravičena, saj pogajanja s sindikati še potekajo, začetek izvajanja reform pa so za zdaj preložili. Opoldne se je v Stockholmu končal sklepni del sodnega procesa zoper Mijajla Mijajlovića, obtoženega umora švedske zunanje ministrice Anne Lindh septembra lani. Sodni senat je pred izrekom obsodbe zanj odredil še psihiatrični pregled. Čeprav je tožilka priznala, da je srečal švedsko zunanjo ministrico v veleblagovnici, najbrž povsem po naključju, pa ni bilo naključje, da je zabodel prav Anno Lindh. Za motiv je navedla njegovo agresivnost in razočaranje na švedsko družbo, ki naj jo bi Anna Lindh v svoji uspešnosti zastopala. Obrambi je torej spodletelo, poskušala je dokazati, da je šlo za naključen umor, ki naj bi ga Mijajlović zagrešil v trenutku psihične zmedenosti in pod vplivom zdravil. Well, the prosecutor and I, we had some summering up. And the prosecutor claims that he had done this, killed Anna Lindh, and I told the court that I'm not so sure about that. That was what he intended. Kakšna kazen pa bo doletela Mijajlovića, pa bo odvisno od rezultatov psihiatrične preiskave, ki jo je po vseh pričakovanjih danes določilo sodišče.
Možno je le dvoje. Ali bo do smrti zaprt v zaporu ali pa v psihiatrični bolnici. Minister za pravosodje Ivan Bizjak se je danes v Luksemburgu z najvišjimi predstavniki sodišča Evropskih skupnosti pogovarjal o prihodnjem delu slovenskih sodnikov na tem sodišču, možnostih spremljanja dela sodišča in drugih oblikah sodelovanja med Slovenijo in sodiščem. Naša država bo namreč z vstopom v Evropsko unijo 1. maja letos formalno dobila 2 sodniški mesti, in sicer na sodišču Evropskih skupnosti in sodišču 1. stopnje. Znani pa so tudi že vsi slovenski kandidati. Za sodnika sodišča Evropskih skupnosti, ki skrbi za pravilno razlago in izvajanje evropskega prava, in za sodišče 1. stopnje, ki je bilo ustanovljeno predvsem zaradi preobremenjenosti prvega, se je Slovenije prijavilo 5 kandidatov. V današnjih pogovorih v Luksemburgu so se sogovorniki strinjali, da so prijavljeni kandidati dobri. Vsi poudarjajo pomen obvladanja francoskega jezika, ki je delovni jezik tega sodišča, zato da bi se sodniki lahko ustrezno vključili v delo. Po besedah nemške sodnice slovenskega rodu, ki bo pomagala tudi pri uvajanju novega slovenskega sodnika, je znanje francoščine, čeprav je uradnih jezikov trenutno 11, posebej pomembno. Of course, it's an enormous handicap when you cannot express yourself in French and when you cannot read in French. You are entirely dependent on your collaborators in that case. Slovenska sodnika bi lahko že po 1. maju sodelovala tudi v postopkih, ki zadevajo našo državo. V primeru, če bi Evropska komisija Slovenijo tožila zaradi neizpolnjevanja zavez v skladu z evropskim pravom. Postopek izbire bo potekal v skladu z zakonom o imenovanju sodnikov na mednarodna sodišča. Predlog državnemu zboru bo dal predsednik republike, potem ko bo pridobil tudi mnenji vlade in pa sodnega sveta, nato pa o tem odloča državni zbor. Zadnje pa bo moral zeleno luč dati še Svet Evropske unije. Obe sodišči sta do danes v sporih med članicami unije, institucijami in posamezniki skupaj izdali več kot 15.000 odločb, po 1. maju pa se bodo lahko naslednji obračali tudi Slovenci. Iz ruskega vesoljskega središča so sporočili, da mednarodna vesoljska postaja po zasilnem popravilu spet deluje normalno. Na okno modula Destiny je namreč puščala cevka za zbiranje kondenza, zaradi česar je na postaji upadal zračni pritisk. No, več o številnih poskusih osvajanja vesolja, nesrečah, pa tudi o onesnaževanju vesolja, pa boste lahko izvedeli v svetovnih izzivih 5 minut pred 21. uro na našem prvem sporedu. V letu, ko bo Slovenija vstopila v NATO, je pred zahtevnimi nalogami tudi slovenska vojska. Ta se sicer šele dobro oblikuje, jasno pa je, da je pomanjkljivosti, ki jih bo treba odpraviti, precej. Zato ne presenečajo napovedi Ministrstva za obrambo, da bo dela tudi po 1. maju ogromno. Kakšnih novih velikih nalog si slovenska vojska letos ni zastavila, saj je še od lani ostalo dovolj odprtih in nedokončanih front. V prvi vrsti proces profesionalizacije, ki so ga nedavno dopolnili še s prostovoljnim služenjem vojaškega roka. Letos naj bi vpoklicali 3 generacije prostovoljcev in zaposlili 600 novih vojakov, katerih kariera bo vodena. Prav tako bo tudi model ocenjevanja, stimuliranja in pa karier uveden do konca letošnjega leta. Glede na popolnjevanje bataljona za RKBO bo precej večje povpraševanje po strojnikih, kemikih in tudi elektrotehnikih. Za te poklice bodo štipendije letos ponudili že srednješolcem. V pogajanjih z Brusljem je namreč Slovenija NATO ob vojakih reševalcih v gorah, saniteti, vojaški policiji in inženircih ponudila tudi RKBO enoto. Naj povem, da bo Slovenska vojska zagotovila pehotni bataljon za delovanje v vseh operacijah zavezništva in sicer od decembra 2006 naprej. Adut slovenske prepoznavnosti v NATO bo vod za dekontaminacijo, ki mora biti pripravljen do konca leta. Treba ga je še opremiti, kot je treba modernizirati tudi vso vojsko. Pehotno osebno orožje NATO kalibra že preizkušajo. Tudi po vstopu v NATO slovenski vojaki ostajajo v mirovnih operacijah, od februarja tudi v Afganistanu. Iz Sforja so umaknili le helikoptersko enoto, ki je za potrebe mirovne operacije v 6 letih opravila prek 5000 ur poletov. Z majem Slovenija pridobiva varnost in zaščito nad slovenskim zračnim prostorom, pravo delo pa se šele začenja, poudarjajo na Ministrstvu za obrambo. V studiu zdaj pozdravljamo ministra za obrambo Antona Grizolda. Pozdravljeni. Dobro večer. 3/4 vojaškega proračuna, obrambnega proračuna gre za vojsko. Koliko denarja od tega pa gre dejansko za opremo, ki ni najbolj sodobna in kaj pravzaprav vse moramo zamenjati zaradi NATO? Torej, obrambni proračun je razporejen tako približno nekaj čez 50% gre za plače,
30% za operativno delovanje in 20% gre za opremljanje Slovenske vojske. Moramo pa verjetno kar precej zamenjati zaradi NATO. Že preizkušate pehotno orožje, kako se obnese? No, z vključitvijo Slovenije v NATO prehajamo od količine k kakovosti, tudi na področju oboroževanja oziroma novih orožij in vojaške opreme. Pri tem je zelo pomembna tudi večnamenskost, to, kar večkrat poudarjamo, povezujemo namreč funkcionalno vojaško organizacijo s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Torej, ta proces NATO standardov glede orožja in vojaškega oprema teče že 10 let in ni nič kaj posebnega se ne bo zgodilo z našim polnopravnim članstvom. Poglejte, omenili ste že NATO. Ali kupujemo mi zdaj tisto orožje, za katerega sami ocenimo, da ga bomo potrebovali, ali pa kot bodoča članica NATO imamo neke obveze, torej tudi NATO določa, katero orožje bomo nabavili? No, sam NATO nič ne določa, gre za standarde, moderne standarde in gre za to, da Slovenska vojska svojo oborožitvijo in opremo in seveda svojo usposobljenostjo je povezljiva z drugimi članicami sistema kolektivne obrambe. Zato je ključno vprašanje. Pravi, se prilagajamo. Tako je, to je ključno vprašanje. Ja. Moderni, torej moderni standardi, ki jih uveljavljamo, kot sem rekel, že zadnjih 10 let in torej nič novega. Zakaj je Slovenija umaknila svojo helikoptersko enoto iz SFOR-ja? Torej, Slovenska vojska sodeluje v misiji SFOR že od leta 1997, tudi svojo helikoptersko enoto. Tokrat smo jo umaknili iz notranjih razlogov. Gre preprosto za to, da smo se našli v specifični situaciji pri izvajanju obrambnih reform in sicer, če sem bolj konkreten, naši piloti, tehniki in seveda tudi potrebujemo tudi helikopterje v Sloveniji zato, ker bomo izvajali novo usposabljanje recimo za nočno letenje na Belovih helikopterjih in kot veste uvajamo tudi nov tip helikopterja Cougar, torej transportni helikopter in naši piloti se morajo seveda uriti in usposobiti za letenje s tem helikopterjem in to je bil glavni razlog. Prihodnji mesec pošiljamo v Afganistan na 6-mesečno misijo 20 vojakov. To je krizno območje. Kakšna bo torej njihova plača? Ali bo primerljiva s plačo tistih, ki so na Balkanu? Torej, primerljiva bo vsak vojak oziroma vojaki, ki gredo na mirovne operacije v tujino, imajo plačo določeno tudi s tako imenovanim faktorjem rizičnosti. In ta faktor oziroma dejavnik se določa sproti, tako da so zadeve urejene in primerljive. V številki kolikšna bo? V številki bi pa težko govoril. Z NATO bomo, kot ste dejali, dobili zaščiten zračni prostor. Kdo ga bo ščitil? Dejali ste tudi, da to ne bodo Madžari. In kako suveren pravzaprav potem še bo naš zračni prostor? No, najprej je potrebno povedati, da gre med Severnoatlantskim zavezništvom in pa članicami oziroma med sistemom kolektivne obrambe in članicami za vzajemen odnos. Torej, vsaka članica prispeva k skupnim vojaško-zaščitnim zmogljivostim sistema kolektivne obrambe in od tega tudi nekaj dobi. Za Slovenijo je izjemno pomembno, da poleg varnostnih garancij, da si zagotovi suverenost zračnega prostora in da si zaščiti ta zračni prostor. Ker seveda sredstev sami nimamo, tako kot 3 baltske države, bomo odvisni od zavezništva. In torej zavezništvo bo v miru zagotovilo zaščito slovenskega zračnega prostora. Vi torej v tem trenutku ne morete vedeti, katera država bo bdela nad našim zračnim prostorom? Ne katera država, ampak integrirana vojaška struktura za zračno obrambo Severnoatlantskega zavezništva. Ne posamezna država. Torej gre za odnos med zavezništvom in Slovenijo, ne pa Slovenijo in neko konkretno državo znotraj. Še čisto na kratko o služenju vojaškega roka. Prostovoljci imajo kar nekaj težav s svojimi delodajalci. Vi ste obljubili, da boste spremenili zakon o obrambi, pa zaenkrat razmere še niso urejene. Zakaj? Torej najprej bi rekel, da je bolj ustrezno govoriti o prostovoljnem usposabljanju za obrambo države, kot pa prostovoljnem služenju vojaškega roka. Pa vendarle mi se intenzivno pogovarjamo z delodajalci preko Gospodarske zbornice Slovenije, tako da bo pogodba oziroma je že tripartitna, torej obrambno ministrstvo, delodajalci in kandidati oziroma kandidatke za prostovoljno rezervo. Torej smo v procesu intenzivnega pogovarjanja. Jaz moram reči, da to